še v današnji vrtinec. Vanj smo postavili Zavod za zaposlovanje. Njegovo delovanje namreč včasih tudi komu dvigne pritisk na marsikatero težavo v ustroju zavoda, pa seveda opozarjajo tudi sami zaposleni na zavodu. No, pa vendarle je z njegovo pomočjo marsikaj lažje. O vsem tem in novih priložnostih pa Zmirjano Zgaga iz mariborske enote Zavoda za zaposlovanje. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Kot rečeno, v zadnjem času se tudi pogosteje pojavljate v medijih, vsaj na štajerskem koncu, ravno morda zaradi razjasnitev, kakšna je naloga in vloga Zavoda za zaposlovanje? Drži, torej tukaj bi se zahvalila v tej priložnosti tudi vaši hiši, kjer nas pogosto gostite. Dejstvo je, da na zavodu ugotavljamo, da smo morda premalo informativni, torej širši javnosti dajemo premalo informacij o našem delovanju. Dejstvo je, da je zavod javni zavod, se pravi, da imamo zakonske okvire, v katerih delujemo, znotraj tega pa poskušamo seveda iskati tudi številne druge priložnosti v lokalnem okolju. V Mariboru smo izkoristili Evropsko prestolnico kulture, Evropsko prestolnico mladih, da smo predvsem iskali priložnosti za mlade, za vključitev v te projekte, ki so bili financirani, bom rekla, z drugega vira. To lahko počnemo. Večina ljudi nekako pričakuje, da ko pride na Zavod za zaposlovanje, tam dobi delo, da imate v predalu spisek tistih, ki iščejo nekoga, ki bi ga zaposlili, pa vendarle je realnost daleč stran od tega. Torej, pojasniti je treba, da ta pričakovanja res niso realna. Seveda, zavod je v prvi vrsti inštitucija, ki napotuje osebe na prosta delovna mesta. V situaciji, ki je trenutno, pa že nekaj let, torej vemo, da imamo potrebe na deficitarnem področju, ki jih zelo težko zapolnimo, ker kadra ni. Mlad kader se ne odloča za poklice, kjer so priložnosti. Imamo visoko izobražen kader, na drugi strani smo univerzitetno mesto in tega kadra je veliko, priložnosti za njih pa ni. To pomeni, ne moremo mi zagotavljati zaposlitev, torej vse je to odvisno od gospodarstva, od potreb po delavcih. Mi pa seveda imamo ključno vlogo na trgu dela, da povezujemo inštitucije, torej gospodarstvo, izobraževalni sektor, lokalne partnerje, zato da iščemo priložnosti. V tem letu smo ponovno, torej tako medijsko poskušali te stvari predstavljati. V prejšnjem tednu je naša direktorica z direktorico Štajerske gospodarske zbornice organizirala en posvet za delodajalci, predstavniki šolstva na temo priložnosti, torej in predvsem tega, kaj delodajalci pričakujejo od zavoda, in to se slišimo, da vsak pove svojo stran, da povemo tudi mi, kaj lahko naredimo in da širimo torej tiste programe, za katere delodajalci pravijo, da kadra ne dobijo ustreznega. Tako, tudi danes boste odprti telefonski liniji za vaše vprašanja, za našo gostjo, tako da telefone v roke in pokličite, če vas kaj pesti. Morda najprej o novosti, ki jo prinaša jamstvo za mlade. Je že kaj več znanega ali vendarle se še tiste zadnje podrobnosti usklajujejo? Podrobnosti se na Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti še usklajujejo. Torej, naše ministrstvo je tisto, ki povezuje v bistvu 6 ministrstev. To je ena paleta 36 ukrepov in gre res za različno, bom rekla, nivoje ukrepov. Eni so čisto izvedbeni, od teh največ vsi pričakujemo, so pa tudi ti pripravljalni ukrepi, podporni ukrepi, kot so vseživljenjska karierna orientacija, štipendije, potem uvajanje ponovno pripravništva, prakse v šolski sistem in to je ključno. Prav tako pa tudi v bistvu se mora ministrstvo med sabo povezovati. Se pravi, naše ministrstvo je samo tisto usklajevalno, zavod pa tudi bo izvajal samo določeno število ukrepov. Nekatere ukrepe izvajamo, ker so se v preteklosti pokazali kot učinkoviti, nekatere pa še pričakujemo. Tako pričakujemo predvsem tukaj za pripravništvo in pa prvi izziv, kjer bo v bistvu, tako kot smo že v preteklosti bili vajeni, možnost, da bo delodajalec za eno leto zaposlil mlado osebo, imel en mesec to osebo najprej na usposabljanju, je vse okvirno usposobil za delo in potem še zaposlil za subvencijo. Hkrati pa seveda so še tudi drugi ukrepi, izobraževanje, vključevanje v institucionalno usposabljanje, nacionalne poklicne kvalifikacije, skratka ukrepi, ki jih na zavodu nekako že poznamo iz preteklih let. Širok spekter zdaj združen pod enim imenom. Tako. Nekoga že imamo tudi na telefonski liniji. Lep pozdrav. Ja, dobro jutro, gledalci iz Ljubljane. Dobro jutro, izvolite. Jutro. Jaz to poslušam zelo lepo rečeno, retorika lepo teče, ampak vse skupaj pa nekaj meni ne štima. Delovnih mest ni zato, ker ni gospodarske rasti. Ko se ljudje zatečemo na svetovanje pri svetovalcih za Zavod za zaposlovanje, tam nas hočejo na silo posiliti nekam, ki niti ne vejo nič o nas in potem so samo pravijo, da so delovna mesta tam odprta, drugih ni. V bistvu
sodelovanja ni nobenega, mislim, zelo slabega, no bom tako rekel, zelo slabo in tukaj jaz vidim, da bi lahko delali veliko več pri samem zavodu za zaposlovanje in tudi na drugih institucijah, zato ker je tukaj zelo slaba komunikacija. Najprej mora človek, ki je tam na tem delovnem mestu, kaj vedeti o tem človeku, kaj zmore in kaj ne zmore, in potem mu najdete ustrezno delovno mesto, zato ker da bo potem lahko se razvil v nekega delovnega človeka, ki je njemu pisano. In tukaj lahko govorimo na vse svoje retorične sposobnosti, ampak najprej je treba tukaj narediti en korak in potem šele lahko pride ostale stvari. Tako, najlepša hvala za vaše mnenje. Ravno o tem so se tudi prej deloma pogovarjala. Namreč sami svetovalni delavci na zavodih so obremenjeni. Ljudi je veliko, ki iščejo zaposlitev, časa malo, premalo dejansko, da bi lahko nekdo, ki dela na zavodu, spoznal človeka, ki išče službo. Se obetajo tudi tu kakšne spremembe? Upamo, torej v okviru jamstva za mlade se obeta torej zaposlovanje novih sodelavcev, mladih sodelavcev, ki bodo seveda delali neposredno z mladimi, tako da bodo ostali sodelavci torej imeli nekoliko več časa za vse ostale stranke. Seveda povedati moramo, tako kot ste na povedi povedali, število brezposelnih se povečuje, kadrovska situacija pa vemo v javnem sektorju, ne samo na zavodu, na splošnem javnem sektorju pa je zaradi krize tudi se zaustavlja zmanjševanje zaposlenih in to posledično vpliva tudi na kvaliteto procesov. Seveda se pa trudimo teh procese sproti spreminjati, reorganizirati, tako kot sem prej povedala, poskušamo iskati priložnosti v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Se pa strinjam, zelo pomembno je, da komunikacija med svetovalcem zaposlitve in stranko teče, da svetovalka spozna stranko, ker samo če pozna njene kompetence, če vi v kakšni smeri je stranka do sedaj delala, razvijala svoje delovno angažiranje, potem jo lahko napotuje naprej. Poudarjam pa ponovno, mora pa imeti jo kam napotovati. Tako, rečite mi, je veliko zanimanje za ta osebni stik. Konec koncev se lahko prijavimo na zavod preko spleta, kjer vnašamo svoje osnovne podatke, ampak tole vendarle ni osebni stik. Imajo ljudje raje, da pridajo do svetovalke, svetovalca, da se pogovorijo, da morda konec koncev igrate tudi neko posvetovalno vlogo čisto na človeški ravni. Torej, za našo območno službo lahko zagotovo rečemo, da z elektronskim poslovanjem ne uspemo probiti tako daleč, kot smo želeli, ali pa kot je to praksa v Ljubljani. Se pravi, ni tako veliko ljudi, ki se odločajo za ta, bom rekla, elektronski stik. Mislili smo, glede na to, da smo univerzitetno mesto, veliko je mladih pri nas, da bo ta prijava v elektronsko, mislim, evidenco po elektronski poti številčnejša, da bo tudi to svetovanje teklo z svetovalcem po elektronski poti v večjem obsegu. Pa temu ni tako. Torej, prav pri mladih opažamo tudi to razliko. Mladi želijo, da pridejo na zavod takrat, ko oni to želijo, da imamo svetovalci dovolj časa za njih, se pravi ne 5, 10, 15 minut, ampak res dovolj časa in da smo opremljeni s temi informacijami. Se pravi, želijo nek coaching sistem, ne več svetovanje, ampak usmerjanje. In da smo seznanjeni s tem, kaj se v lokalnem okolju dogaja in da jih usmerjamo. Glejte, tam je priložnost, stopite, da te raziščite. Bi pa samo še to dodala na komentar gospoda. Dejstvo je, da mi ne moremo osebi najti delovnega mesta. Torej, to je paleta stvari, ki se morajo preplesti. Dejstvo je, da lahko osebo napotimo na delovno mesto, ki je, teh, se pa pravim ponovno, je pa na poklicnem ravni recimo dovolj, pa ni kandidatov, nimamo pa dovolj teh priložnosti za visoko, višjo izobražen kader. Tako, še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav. Ja, lepo zdrav. Izvolite. Sem na kratko, ker jaz se nam čas izteka. Jaz bi pa tako povedala, sem brezposelna, sem prijavljena na zavodu za zaposlovanje v Mariboru in bi rekla, da imam zelo negativne izkušnje. Prvo kot prvo, zavod je sam sebi namen. Ne izpolnjuje svoje funkcije ali pa ne izpolnjuje tega, kar mi od zavoda pričakujemo. Se popolnoma strinjam z gospo, ki je prej rekla, da mogoče preveč pričakujemo, ampak dejstvo je, da ko jaz pridem na zavod, nisem prišla zato, da mi tam svetovalka razlaga, kako in kje naj si poiščem delo, oziroma mi kaže po računalniku, kako naj pogledam, kje so prosta delovna mesta. Mislim, da to danes vsi poznamo in vemo. To je ena stvar. Druga stvar, ja, potrebujemo informacije, zato pridemo tja, informacij ne dobimo. Meni je osebno svetovalka rekla, da o tem nima pojma, ko sem na nekatere stvari spraševala. Popolnoma se strinjam z gospodom, kar je prepovedal. Druga stvar pa, neprestano ponavljate mladi, mladi, mladi.
Mi smo stari tudi 40-50 let, ki nismo več mladi, pa isto iščemo delo, isto želimo delati. Tako, ta generacija dejansko je tudi prizadeta, bomo rekli, oziroma tudi brezposelna. Najlepša hvala za vaše mnenje in vprašanja. Je težava svetovalcem vendarle vse to, kar so vprašanja, kar so potrebe? Že prej sem omenil, da dejansko tudi sami opozarjate, da je bila potrebna reforma delovanja samega sistema zavoda. Zagotovo. No, srečujemo se sami z vsemi temi zadevami, ki je gospa rekla. Jaz sem razočarana, da je nezadovoljna. Torej, želimo spodbuditi ljudi, da tudi povedo. Namreč samo na ta način se lahko spreminjamo. Zaradi tega se opravičujem, ponovno bom rekla mladi, ne. Jamstvo za mlade je pač odprl v letošnjem letu to perspektivo za mlade. Mi se pa zavedamo, poudarjamo cel čas, da je mladi so torej ena ciljna skupina, ki je na trgu dela, v bistvu ima premalo priložnosti. Prav tako pa, kot je gospa rekla, se pa zavedamo, da je druga ciljna skupina nad 50 let. Vmesno vrzel nekako res puščamo, torej starost, bom rekli, od 30 do 50 let, zaradi tega, ker so ti ljudje najhitreje zaposljivi, seveda pa ne vsi, spet je odvisno od poklica, od izkušenj in podobno. Starejši prav tako potrebujejo priložnost. In tukaj pa za partnerje v lokalnem okolju iščemo priložnosti. Trenutno se razvija v okviru projekta Senior Kapital, ki ga izvaja Mestna občina Maribor in Fundacija Prizma, tudi en projekt, ki bi se naj imenoval Medgeneracijski center, kjer bi naj šlo za sodelovanje med starejšimi in mladimi. Upamo, da bojo tu priložnosti znotraj socialnega podjetja, razvoja nekih novih storitev za starejše, ki bi pa lahko izvajali mladi, ki si bodo drznili biti podjetni, ustanoviti kako podjetje. Gospod Zgaga, najlepša hvala za vaše pojasnila, ker zmanjkalo nam je časa, veliko je še vprašanj, pa vendarle se bomo kaj kmalu znova videli tukaj v našem studiu. Uspešno delo še naprej, kljub tem, kot rečeno, številnim omejitvam, ki jih sam sistem prinaša.